Ja, kakšno težko vprašanje za tako zgodaj. Kaj je zdaj, rumenega, srebrnega, modrega? Ja, rdečega vam ni toliko upadljiv. Ja, pa jaz mora biti, ker samo turbo ni dovolj. Pa črne rore, ja. No, da vidim, kaj me moti pri tem avtomobilu. Aha, se to kar v redu. Mogoče me tale gumb moti, ker je preveč okrogo. Ne vem, kaj ne rečem. Šef mi je rekel, da moram najti nekaj slabih stvari, pa je očitno še preveč zgodaj. Ne, mogoče jo pa vožnja pokazala kaj več. Nič posebnega. 3:1:100, 410 mm zavore, 260 tisoč evrov cena, 4 kolesa ima. Dobro, da sem bil zjutraj na WC-ju, ker tole ni normalno. Vem, da bi sam izgubil izpit tisti dan, ko bi dobil tale avto, tako da itak bolje, da si ga sploh ne morem privoščiti. V bistvu je nesramno do ostalih udeležencev prometov, ker jih prehitiš tako hitro, da niso jezni nate, ker jih oviraš, ampak ker sploh ne vidijo, kateri avto je bil. Samo barvo. Pa da je še vedno podoben hrošču. Zažeta so se zadnjič spet hecale, kako fino službo ima v bistvu oblikovalec pri Porscheju. Isto obliko samo pili, širi blatnike skozi vsa ta leta, vse ostalo pa prepusti vaši domišljiji in seveda inženirjem. V bistvu je to njihov recept že skozi vsa ta leta, ampak vse skupaj v resnici ni tako enostavno. Ko si ga ogleduješ od blizu, vidiš, da so detajli skrbno izpiljeni. Sprednji spoiler se recimo prilagaja hitrosti, tako kot zadnji, da skupaj pri velikih hitrostih ustvarjata dovolj potiska k tlom. 911 turbo izgleda hitro tudi, ko stoji na mestu in to je najpomembnejša lastnost športnih avtomobilov. Kaj športnih, super športnih, ker tole je že v rangu najhujših. Vse, kar boste videli od motorja, je pa tole. Za glavno konkurenco so si, vsaj tako so rekli, postavili Ferrarija 458 Italija in McLarena 12C, pozabili pa so na pol cenejšega Nissana GT-R. No, dejstvo je, da se verjetno od vseh najbolj enostavno pelje. Ne vem, če obstaja bolj zmogljiv superšportni avtomobil, ki bi ga sam zaupal tudi svoji ženi in ne bi samo na trnih čakal, da me pokliče in mi pove, da ga je malo opraskala tam spredaj. Ampak ne verjamem, da bi si upala stopalko za plin kadarkoli pritisniti za več kot centimeter, ker to tako leti, da na običajni cesti skoraj nič ne more slediti temu avtu. V Sloveniji ga nikjer ne morete preizkusiti, to je jasno. Tudi če boste na avtocesti z njim dojali, ne vem, 318 km/h, ne, to je itak brez veze. Zapeljati ga morate na kakšno hudo stezo in danes imam srečo, ker je Porsche 1 rezerviral prav za nas. Takole, včeraj zvečer sem se pogovarjal s Porschevim strokovnjakom za zavore, ki mi je zaupal, da njihov test ni večkratno zaviranje od 100 do 0, ampak 20-kratno zaviranje od 240 km/h do 90, potem nekaj metrov ohlajanja in še 5-krat isto. Rekel je tudi, da se zavorni učinek sploh ne zmanjša kaj dosti. Le voznik bi lahko to začutil med dolgo vožnjo po dirkališču, zato se še posebej potrudijo, da tega ni. Pri različici Turbo S so zavore keramične, disk meri kar 410 mm, kar je več kot katerakoli pica, ki jaz lahko pojem. In za tole morate pri navadnem turbo doplačati 9000 evrov, zato raje vzemite Turbo S, ker je tukaj že serijski. Vse razlika v ceni samo ena parcela na Gorenjskem, tako da ni panike. Če ste se prej na navadni cesti jezil, ker vsi vozijo tako počasi, se tukaj, ker nimam časa, da bi ga res osvojil. Avto je v bistvu precej enostaven za hitro vožnjo. Ima 4-kolesni pogon in celo 4-kolesno krmiljenje. Ja, celo zadnji kolesi se obračata, tako da ga res hitro osvojiš. Porschejeva filozofija je v tem primeru ti vrti volan, avto pa potem sam poskrbi, da bo šel v smer, kamor ti želiš.
in res daje takšen občutek. Vsak ovinek odpeljem še hitreje, pa še do zdaj nisem prišel do limita. Tudi če se zdi, da je 560 konjev malo, je moči noro veliko. Med overboostom ima kar 750 Nm/h, ki se na podlago prenaša tako učinkovito, da se vedno vprašam, kje guma najde oprijem. Kako sploh lahko to prenese? Štirikolesni pogon sedaj zaradi vodnega hlajenja prenosa spredaj prenese še več moči na sprednji kolesi, tako da me sploh ni strah, da bi zadaj kar naenkrat pobegnil. Menjalnik pa je samo samodejni PDK s 7 stopnjami, nič ročnega. Za pravi feeling bi ga seveda tako imel, ampak bi ga baje izbrala manj kot 1% kupcev in se ga sploh ne splača več delati. A ja, pa na tem volanu ni nobenega občutka več, ker nima hidravličnega servovačevalnika. Sploh ne vem, kam sta obrnjeni kolesi. Aha, vidim. Zdaj le desno, zdaj le levo. Da bom izpadel bedak. Stari ljubitelji znamke so se vedno jezili, ker je bil motor kar naenkrat vodno hlajen. Zdaj pa se jezijo še zaradi tega, ker je servovačevalnik električni. Naj vam povem iz prve roke. Občutek je fantastičen in najprej ga zapeljite, pa potem kritizirajte. Tudi pošta je bila nekoč bistveno bolj romantična, pa danes verjetno vsi uporabljate e-maile, a ne? Ne, tole res ni avto zame. Preveč gre. Joj, koliko to leti. Takoj bi ga imel. No, upam, da si ga lahko kdo, ki gleda tale prispevek, sploh privošči, ker je tole verjetno eden najbolj naprednih športnih avtomobilov v tem trenutku. In ga ne bo strah, da se bo kaj pokvarilo, tako kot se rado dogaja pri superšportnikih. To je po mojem daleč največja prednost tega Porscheja. Prav brutalen je, pa sploh ni vulgaren. Spet ne bom mogel spati. Tole muha je pa fejs razmazek, si videl? Čisto rdeče je.